in tu smo prišli pri paniranih filejih osliča. Vemo, da se poraba rib v Sloveniji dviguje in z vidika prehrambne piramide smo seveda se odločili, da v to našo analizo vključimo fileje paniranega osliča in prišli do tega, da je cena kilograma najdražjega fileja v primerjavi z najcenejšim 3,2-krat višja. In zdaj, če bi šli na to, da poje 4-članska družina 1 kilo, to se pravi, da enkrat na teden nekaj takega je, to je pač neka predpostavka, bi lahko samo ta razlika v ceni pomenila slabih 400 evrov na letni ravni. Nadaljna analiza 2 posebej izpostavljenih izdelkov pa je pokazala, da so velike razlike v cenah tudi med enakimi izdelki. In to se pravi, da če pa ne bi šli zdaj tisto, kar poslušamo očitke, ja, veste, pa ne vem, ta drugi izdelek je pa toliko boljši, ne, je pa razlika na letni ravni med 112 in 230 evri. Ob predpostavki seveda, da te cene, ki smo jih mi zdaj zajeli, držijo na letni ravni, ne. In ugotovili smo pač, da se dobi paniran oslič brumec Ručigaj v večjih trgovinah in paniran oslič Mariva v večjih trgovinah in da je cena v Mercatorju, Šiške in Koseze 7,25 evra na kilogram, v Leclercu 4,99 evra na kilogram. To se pravi, izdelek v obeh Mercatorjevih trgovinah glede na Leclerc je zdražji za 45%. Po zgoraj omenjenem modelu bi lahko v enem letu v Mercatorju porabili 262 evrov, v Leclercu pa 249, to se pravi, če bi se osredotočali samo na isti izdelek, bi bila razlika 113 evrov, sam pri enem izdelku. Pri paniranem osliču Mariva je cena v Mercatorju, Šiška in Koseze 11,57 evra na kilogram, Šparu Slovenčeva pa 6,94 evra na kilogram. Izdelek je v obeh Mercatorjih glede na Špar dražji za 66,7%. Pri zgoraj omenjenem modelu je v obeh Mercatorjevih trgovinah plačali 578 evrov, v Šparu in Slovenčevi pa 374, to se pravi, pri istem izdelku bi privrčevali 231 evrov. Prehajamo do kruha. Želeli smo pogledati ržin kruh, se veste, v prejšnji akciji smo imeli belega in pa polnozrnat kruh. In tu smo ugotovili, da je dve zanimivosti, da je najdražji predpakiran ržen kruh v primerjavi z najcenejšim, da je cena 1,93-krat višja. Spet poudarjam, da se ne spuščamo v kakovost, ampak gre obakrat za predpakiran kruh. Pri predpakiranem mešanem kruhu rženom pa je razlika 2,52-kratna, pri postrežnem kruhu pa razlika 1,97-kratna. Ob tem je pa zanimivo nekaj, ponovadi pričakujemo, da je postrežen kruh dražji od predpakiranega, no tu se je pokazalo, da to ne drži. Predpakiran kruh je dražji od postreženega. To se pravi, še enkrat ugotavljamo, da pravil ni. In zdaj v predpostavki, da družina poje kilogram predpakiranega rženega kruha na teden, se pravi tisti, ki pač jejo tovrstni kruh, je lahko prehranek na letni ravni 60,5 evra pri predpakiranem rženem, mešanem pa pri 60 evrov, pri mešanem rženem pa več kot 105 evrov. Najdražji predpakiran ržen kruh je v Mercatorju, najcenejši v Hoferju. Pri predpakiranem rženem mešanem je najcenejši Eurospin, najdražji pa Tuš 3,5 evra na kilogram, kar tudi precej odstopa. Se vidi iz grafičnih prikazov. No. Tako da želeli smo seveda analizirati tudi polnozrnato pecivo. Tu smo pa ugotovili, da pod tem nazivom potrošnik v trgovini dobi zelo veliko različnih izdelkov, ki pa redko ustrezajo
definiciji polnozrnatega izdelka. In smo ugotovili, da preprosto samo s tem, da gremo v trgovino, da rečemo, da želimo polnozrnato pekovsko pecivo, da preprosto dobimo še marsikaj drugega in zato seveda bi bila rekla, lahko tu zaenkrat pokažemo samo velike cenovne razlike, pri tem seveda, da jih pa ne moramo spraviti na skupni imenovalec, tukaj bi prosila Marjano, da še zraven pove, ampak nekateri kruhi oziroma pekovsko pecivo so po našem mnenju astronomsko dragi. In tu smo pa ugotovili od tega, kar smo mi analizirali iz drobno pekovskega peciva, da je recimo rustika, sončnična makovka do peka, če preračunate na kilogram, da stane več kot 10 evrov na kilo. Mislim, to je pa po našem mnenju izjemno drago za kilogram. Če je to res polnozrnato, je pa vprašanje, pri postreženem pecivu beseda rustika je seveda blagovna znamka, sestavine se ne vidijo pri postreženi, pri dopeki ponavadi ne. Tako da bi rekli, da so nam z neko moko, ki ne vemo, kakšna je, prodali našim kupcem polnozrnato pecivo, ki vsebuje semena. Semena seveda pa ne smejo definirati polnozrnatost, lahko seveda definirajo neko večzrnatost. Kajti polnozrnata moka je definirana v pravilniku in to je moka iz celega zrna in mora vsebovati 2% pepela. To se pravi največ pepela, črna moka nima kalčka in je tudi definirana, to se melje to zrnovo moko. Tako da recimo bi lahko rekla, da prevod polnozrnatosti iz angleščine, kar velikokrat na predpakiranih opazimo še v angleščini. Whole grain je definicija polnozrnatega, ampak Angleži poznajo še multigrain, kar je pa nekaj nedefinirano. To se pravi, tam lahko dobite pšenično moko, ki je bela, pa želno moko, pa je multigrain, pa nedefinirano polnozrnato. Tukaj imamo pač eno anomalijo, ker tukaj so nam makovka, tako kot sončni semeni, nam prodajo kot polnozrnato. Jaz bi rekla, da tudi, če jaz kupujem kot strokovnjak in zaprosim za definicijo polnozrnata. Povejte mi, kaj je tukaj noter, velikokrat se zgodi, da je to bela moka, polbela moka, v nekih primerih je resnično polnozrnata moka, lahko je pa to črna moka, pa so semena, pa brez semen. Tako da, pecivo julien, ne vemo, kaj je to, pecivo haubi, ne vemo, kaj je to, in tako naprej. To so izrazi, ki so nedefinirani. To so pač blagovne znamke znotraj nekega proizvajalca in tako ne vemo nič. Naprimer, polnozrnata bageta v Eurospinu, ki je pakirana v trgovini. Eurospin, naprimer, pri dopeki označuje sestavine, je sestavljena iz pšenične moke 850, to je polbela moka, voda, pšenični ženi in sojni zdrob, to je rečeno, da je polnozrnet, pšenični lepek, to je gluten, žena moka, lan, pšenični slad, sojna moka, kvas, actinska maščoba, sol, sredstvo za zakisanje, E330, 262, 341, 450, pšenični gluten in emulgator 471. Torej, to je ena multigrain, to je več zrnato, sicer ni pa polnozrnato kot definicija. Tako da zelo težko je reči, in v grafu morate pač videti 10 evrov do cene. Prav, da zdaj moramo posebej povedati, tega nismo sicer dali v skupno tabelo, ampak skupni imenovalec je samo pekovsko pecivo, ki smo ga mi, ko smo zahtevali polnozrnato, dobili kot takšno. Ta zgodba v kruhu bo imela še nadaljevanje. Očitno bolj ko gledamo, bolj vidimo, kako je zapletena. Čeprav seveda ne moramo sprejeti, ko bi rekla, stališča prodajalcev, da pravijo, da te cene oblikujejo peki.
če ne nazadnje, veste, če nekdo na vaših policah nekaj prodaja, ne, pa se vam zdi tista cena popolnoma neprimerna, pol verjetno bi se s tistim, ki vam to ponuja, že na nek način dogovoril, da ni ta cena primerna. Ne. Mislim, tu so peki in trgovci v skupnem vozu. Zakaj pa tako počnejo, pa se izgovarjajo drug na drugega, da je drugo vprašanje. No. Ampak tisto, kar lahko rečemo, je, da je pri nas pekovsko pecivo izjemno drago.